Tjaša, pozdravljena. Veš, kaj me zanima? Ti ogromno dela za otroce, različnih starosti, malimi, mladostniki. Pa ker pač prihajam iz društva Spoznavamo multiplo sklerozo, me pa zanima, koliko je pomembno z otroci govoriti o doživljanju, o občutkih, katere nosijo v sebe. Je to sploh smiselno spraševati? Ali jih kar pustiti? Ali kaj narediti v takih primerih, ko otrok začne govoriti o nekih svojih stiskah, doživljanju? Ja, definitivno je treba te stiske nasloviti, se o njih pogovarjati. Je pa seveda razlika glede na to, koliko je otrok star. Manjši otroci torej še ne znajo ubesediti vedno teh svojih čustev oziroma doživljanja in bojo pogosteje te svoje stiske morda izražali z vedenjem, ki se mogoče nam kdaj na prvi pogled zdi neprimerno. Pri večjih pa seveda že lahko torej sprašujemo, poizvedujemo in bodo lažje pač potem spregovorili o tem. Je seveda pri majhnih otrocih fajn, da v bistvu, kadar mi zaznamo to neko vedenje, tudi začnemo nekako z besedami, torej kaj se ti dogaja, mogoče kaj te je iztirilo, zakaj si žalosten, zakaj si jezen. Na ta način v bistvu otroka potem tudi pripravimo ali pa na kako bi rekla, pripeljemo do tega, da bo nekega dne tudi on znal sam v bistvu ubesediti to svoje notranje doživljanje. Pri večjih, ja, povprašamo torej, kaj ga skrbi, kaj doživlja, sploh kadar gre recimo za bolezen, torej katera čustva so ta, ki jih on ob tem doživlja. Je to mogoče strah, zaskrbljenost, tudi jeza. Morda se jim kdaj zdi, da so zaradi bolezni mogoče malo prikrajšani za katerega starša ali pa drugega svojca. In na kak način v bistvu lahko potem vsi skupaj pripomoremo k temu, da torej ta čas skupaj kvalitetno preživimo, torej da se otrok morda zaradi tega ne počuti prikrajšanega in kako mu v bistvu lahko mi pomagamo tudi zregulirati vsa ta čustva. Hvala, Tjaša. Hvala, Renata.